pa kje ste folk, kva vi v life razen nič? V glavnem tisti, ki me spremljate, dobro veste, kaj pride pri meni v paketu z novim letom. No bojk, se razume. In ta zdajle ne bo sicer moj glaven bajk letos, bo pa po mojem edini v Sloveniji, če ne celo na svetu, v taki izvedbi. Več o tem pa po temle krasnem introtu. Skrb hit neha, ne? Sej vem, imel sem idejo, imel sem komad, zrealiziral je pa Jure Kranjc Ratkovič, tako da hvala Jure, in to bo tudi moj official intro v vseh nadaljnih videotih, tako da say what? Nima veze, pojmo zdaj k stvari. V glavnem, enduro je šibno na Češko in jaz sem kar naenkrat vstal brez glavnega bajka in ker brez bajka jaz lih ne zdržim, imam vedno eno alternativno opcijo, s katero pa vozim čez zimo. In marsikdo od vas se zdaj opazil, da vam na stolju enega Gianta XC in evo ga, to je to, Giant Anthem 2009 letnik, 100 mm hoda, 26 col aluminij, super raketka. Jaz sem bil z njim zadovoljen, prevozila sva najbolj ogabne pogoje možno in res nisem za njega ful skrbel, ker to je moj trash bike. Me je ratal pa malo strah pri malo višjih hitrostih, ker se ta bike ne počuti več lih udobno, ne? In pol kot mountain biker iščem neke razloge, da se prepričam, zakaj bi menil eno stvar, ki v osnovi dela in se pol malo začneš tako leto lažati. Ti ga kar vzem, sej si priden, sej skozi delaš, si ga pa jaz zaslužiš. In evo, klonil sem in začel sem iskat. Kakšne so bile zahteve pri iskanju? Ja, 27,5, maksimalno 130 mm hoda, pa aluminij mora biti, da ga res ni škoda. Ker bike mora biti za vse, se pravi cross country ture, tudi kakšen maraton foralens mislim pelet, za učenje pri super surfovi šoli, ker grem s tamalima na bike okrog, kakšen dual bi rad pelil, skratka res za vse. In bolj, ker sem obrnil cel internet, sem spoznal, da s takimi parametri so samo še 29 colari. Ampak sem ga najdel. Noob Proof Reactor, dragi moji, poklical sem takoj Maxa v Wheelbase, on je rekel, da se ga da dobiti. Nasprot mi je prišel malo s ceno in sem ga naročil. Pa me ti pokliče en mesec nazaj, pa reče, to star, artičoka je v bajti. Ma ni bilo pol ure, bil sem že pred njegovim šopom, vletel noter, odkar tu ta denar, občudoval frame, še kakšno rekel z mojim Maxom in se z nasmeškom odfukal v mojo delavnico. In zdaj smo kle, sem zdaj moram mačkam zamenjati tale kadre, počakaj. Kaj pa tole? Noob Proof Reactor 27,5 za modelno leto 2021. Seveda kot okvir, zato ker bom večino opreme preložil z starega Gianta. Ampak, vem kaj si zdaj le mislite. Ma Deviček ne bluzi, no, kaj tak vemo, da je to 140 mm hoda, ti pa kle neki nabijaš, a ne? Bom vse objasnil, poglej. Noob Proof ima reaktorja v short travel verziji, se pravi ST je oznaka in to pomeni, da ima 130 hoda od spredi pa 127,5 od zadaj. Ampak to je samo 29 colar in moja želja je bila, da naredim 27,5 okvir v short travel izvedbi. In oba dva z Maxom sva geeka in tripava na te stvari, tako da sem ga takoj poklical in sem rekel, Max, kaj ti praviš na to? In je on malo pregledal te cifre, pa je rekel, da star, jaz mislim, da bi šlo. In kako se je to doseglo? S pomočjo Robija, ki je mojster za poksu za metenje v trgovini Kurt Logatec. In bom šel kar postopek razložiti step by step, da boste videli, kako smo do tega prišli. Najprej moramo vedeti, da vsi reaktorji načeloma pridejo z zadnjim amortizerjem dimenzije 210x55, se pravi 210 dolžine, 55 mm stroka. Imamo pa tega reaktorja ST, se pravi short travel verzijo, ki ima od zadnji nameščen amortizer Fox DPS z dimenzijo 210x47,5 in drugačnim shock ID-om, ne? In pol je meni Robi rekel, da starlej, jaz ti lahko nastavim in shock stroke in shock tune ID in mi je s tem dal neko tako širino, da jaz lahko malo lažje najdem nek primeren šok. In sem najdel, tu sem najdel enega Fox DPS Performansa 210x50, ki je bil vzet iz Stump Jumperja in je imel shock tune DNHD. In kaj sem naredil? Kupil sem ga in odnesel direkt v Fox Logatec, kjer mi je Robi potem pričel čarati. Ja, v bistvu iz 210x55 na 210x47,5, ne? Kaj sva s tem dobila?
Dobila nismo nič. Kaj se je zgubila? Ma hoda. Malo hoda, koliko je to približno? Se pravi, ja, Iz 140 na 127. 127. Hudo. In kaj si mogel narediti v bistvu? Če pogledaš, klele so dodala v bistvu dva omejevalca, do tukaj se v bistvu amortizer stisne in to je to. Dolžina ostane ista, se pravi, se mi geometrija ne spremeni. Tako. Sik, hudo. Ok, pa valjda sem si umislil tole kašimco, ki ne more biti performance čist sam črna, ker nisem klošar. In pol je pa še spremenil Shock ID, sprav delovanje šoka za določeno kinematiko vzmetenja. No, in mi je spremenil, se pravi, original iz DNHD je dal Shock ID v D6S5. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Kaj so te oznake? To je v bistvu ID koda, ki pomeni kakšen tuning je, Ja. koliko je velik feder, koliko je v bistvu vsi podatki od federa. Ok, in midva sem imela najprej v osnovi ta amortizer s to kodo, ti si ga pa transformiral v... To sva pa transformirala v kodo D6S5. D6S5. In kaj sva pa s tem dobila? Če greva po vrsti, ne? Se pravi, linearni compression light je v bistvu ustal. Ok. Se pravi, rebound je bil prej medium, Ja. in smo naredila light. Ok, hudo. In potem smo zaklep, v bistvu, ne, je pa tukaj light, Ok. sedaj je narejen firm. Hudo. No, pa razumljivo je, da k vilca iz tega Gianta ne bi pasala, ne, sem si naročil še 34 factory vilco in je potem Robi njej znižal hod iz 140 na 130 mm, da bo lepo bajk uravnotežen kot se šika. A pa valjda sem si mogel pol tudi nalepkice kupiti, ne, tamle v Kultu, ker mi je všeč, če imam taki custom nalepke, ne, na svoji vilci. Sam drgal sem se, da na originalno dol spravim, ampak je pa zdaj to lepš, tako da se splača potruditi. Vse je tam, kdor hoče kakšne custom nalepke, kult.si ima to. Pa valjda sem mogel naročiti še 27,5 vilsete, ka 26 ne bi pasal. No, in tako sem jaz dobil svojega Nookproof reaktorja v 27,5 verziji z short travel izvedbi, ne. Zdaj pa, če se dotaknemo malo okvirja. Glej, okvir se meni zdi lepo narejen, zvadi izgledajo močni, ni sicer najlažje, ampak mi je všeč, da ima nek tak kompakten občutek. Takoj sem se valjda lotil ležajev in podmazal z gosto mastjo, pa valjda sem namazal tudi vijake, ki so bili čisto suhi, ker ta bajk se tudi na olih šparil, ne. Isto bo služil kot Giant, sam da je pač modern. Ostale specifikacije so dosti klasične oziroma user-friendly, sredina za gonilne ležaje z navojem, ISC G05 standard za vodilo verige, 148x12 je boost zadnja aksa, 31.6 je luknja za sedežno oporo, 44.56 je head tube, pa lepo zaščiten chainstay imajo proti opletanju ketne, ne. Zraven okvirja dobiš krmilni ležaj, sedežno objemko, navodila, malo barve za praske popravljati, pa zvonček, ne. A ja, pride pa okvir še polepljen v zaščitno folijo, ne sicer cel, ampak na teh glavnih mestih, kjer so vzpostavljeni, tako da to je kar nice touch od Nookproofa, moram priznati. Kaj me mot? Mot mene osebno, ker mi mogoče malo izpodbijajo moje želje, in sicer na takem bajku meni ful lepo izgledajo 160 mm rotorji, ampak na tem bajku prije adapter samo za 180 mm rotor zadaj, ne. In zdaj, ker sem toliko jaz strmast, ne, sem šel to brusati pa pilt in si v bistvu naredil zadnji adapter, ki sprejme 160 mm rotor, in zdaj je moja duša pomerjena, ne. Tako da, zato jaz pravim, da če potegnemo črto, jaz mislim, da je to edini v Sloveniji, če ne celo edini na svetu, pa to vem, da je bold statement, ampak ja, po moje, ne vem, zakaj bi kdo to naredil, jaz pa hočem imeti univerzalen bajk in jaz mislim, da je to ena taka huda raketa, ker sem vedno hotel imeti enega, naprimer Trail SX od Specializeda, in ko ga je imel moj sodelavec Duško, sem rekel, fakt, to je res raketa, ali pa Rotnik na Folkrossu, in to bo en tak bajk, ki se mi zdi, da bo res igrača. Sledi valjda video sestavljanje, potem pa občutki prve fure, ki grem malo zapeljati, ko mi čakam. Spremljite, lajkite, šerite, komentirajte, če vas karkoli zanima, sem na voljo. To je to. Mua!